pozdravljeni, dobrodošli na srečanje pod Lipami. Nocojšnji večer je spominski večer, posvečen monsinjorju Francu Močniku. Letos namreč poteka kar nekaj obletnic, 110-letnica rojstva, pa še druge obletnice. To si tukaj lahko prvo vrsto. V naši sredi pozdravljam vrsto sogovornikov, naših domačih prijateljev, namena Pavlina, gospoda Gašperja Rudolfa, zgodovinarja Renata Podbesiča, Karla Bolčino in Inka Černica in seveda tudi Eriko Jasper, ki bo nocojšnji večer pogovor tudi povezovala. Predajam besedo. Dobro večer tudi v mojem imenu. Namen današnjega večera je, da bi se poklonili liku Franca Močnika, duhovnika, matematika in tega pomembnega akterja naše polpreteklosti v Gorici, na Goriškem in pa širše vse do Idrije. Jaz mislim, da vaša prisotnost danes tu na večeru je že zelo lep poklon in spomin temu fenomenalnemu in fantastičnemu duhovniku. Povod za naše srečanje, kot je že rekla Franka, sta dve okrogli obletnici, ki jih beležimo te dni. In sicer prva obletnica je, kot omenjeno, obletnica njegovega rojstva. 26. septembra je namreč poteklo 110 let od njegovega rojstva v Idriji. Druga obletnica pa je manj razveseljujoča, saj je ravno na današnji dan, ravno podvečer je bilo, Renato, kdaj je bilo enkrat zvečer ali podvečer, pred 70 leti, je v Solkanu prišlo do nasilja, o katerem nismo veliko brali, v tem morju zapisov, ki smo jih imeli sedaj na razpolago ob 70-letnici razmejitve. Pred 70 leti so namreč Franca Močnika, ki je bil takrat apostolski administrator tistega dela Goriške nadškofije, ki je pripadal Jugoslaviji, drugič in dokončno pregnali čez mejo iz Solkana, kjer je takrat domoval v Gorico. Pregnali so ga na način, ki je bil značilen za tisti čas in za sovražnika ljudstva, kar je on za režim bil. In sicer z nasiljem, z zasmehovanjem, s brcami, s pljuvanjem in z drugimi grobostmi. A to bo le eden od poudarkov na našem večeru. In kako bi rekla, ex post, torej danes, bi lahko celo rekli, da smo matičnemu enoumju lahko hvaležni, da se je to zgodilo, ker je prišel k nam in odigral neprecenljivo vlogo in zgradil marsikaj, kar še danes precej trdno stoji. Naš večer smo nameravali začeti z besedo iz njegovega rodnega kraja, iz Idrije, ali žal je Tomaž Pavšič zbolel in pot v Gorico mu ni bila mogoča. Sodelovanje na tem večeru si je zelo želel, tudi ker je hotel povedati, kako doživljajo ta lik še danes v Idriji, kjer so mu Idrijčani postavili tudi spominsko ploščo, ki je na tamkajšnji cerkvi eno leto po smrti, torej leta 2001. V Idriji se je Franc Močnik rodil, obiskoval šolo, slovito realko, potem je domači kraj zapustil, ker je študiral matematiko v Bologni. Tisto poletje leta 30 pa se je po duhovnih vajah z Leopoldom Cigojem odločil za duhovništvo in nikoli se ni kesal za to odločitev. Upisal se v bogoslovje in leta 1934 postal duhovnik in obenem tudi doktoriral iz matematike. Njegova prva dušno-pastirska služba je bila nedaleč od doma, v Črnem Vrhu, in gospod Rudolf je bil takrat tudi njegov župljan. Ja, slabo leto je bil tam župnik, potem se je približal našim krajem, sicer v Vrtojbo, kot rečeno v Solkan in potem nazadnje v Gorico. Večer bi začeli s tabo, Renato, če dovoliš. Ti si zgodovinar, ki si specializiran za marsikatero obdobje, marsikatero tematiko, ampak si predvsem ponosen na svoj rojstni kraj. In prvo, kar si mi povedal,
je to, da je bil Franc Močnik prvi župnik pri vas. Dobro večer tudi v mojem imenu. Bom začel nekoliko nenavadno. Ko je Erika pripravila ta večer, sem ji nekoliko hudomušno rekel, kaj bi delali večer za doktorja Močnika, sej kdo pa prav še koga to zanima. Malo sem bil provokativen in priznam tudi, sem se motil. Očitno, da v srcih in spominu velikega dela Goričanov z obeh strani meje, ali če hočete nekdanje meje nas Goričanov, še zmeraj ostaja v spominu in tudi v srcih, kar je razveseljivo, kljub temu, da ga že dolgo ni med nami. Torej, tukaj bi nastopal, če dovoliš, ko sem se zmenila kot zgodovinar, ki je pregledal nekaj dokumentov, tudi nekaj o teh sramotnih zadevah pisal, ampak bi rad nastopal kot rojen Vrtejbanc, ker je tam bil on prvi vrtejbanski župnik. Vrtojba je župnija postala 1937, torej v obdobju med obema vojnama, v času pod Italijo, ko se je to splačalo, da smo nekoliko provokativni in med 35 in 37 je bil dr. Močnik najprej vikar in potem par mesecev pred odhodom v Gorico je postal prvi vrtejbanski župnik. Se ga osebno spominjam, ker je vsako leto prihajal vsaj za srce Jezusovo, ki je župninski praznik, šahra v Vrtejbi. In vsako leto je bil tam, če ne drugače tudi, ampak vsako leto vsaj za srce Jezusovo, junija meseca se je pokazal v vasi in sodeloval. To je bilo včasih, ko so ljudje še šepetali, kaj se mu je zgodilo. Nekateri smo vedeli, javno se tem ni govorilo, javno se še danes ne govori. Kot si uvodoma lepo povedala, govorimo o vseh mogočih zadevah, ki se jih spominjamo v povezavi z letom 1947, ampak tega, kar se je zgodilo z dr. Močnikom in ne zgolj z njim, pozablja se na kaplana Kretviča, ki je tudi bil vržen čez mejo istega dne in je potem prišel v zamejstvo, če hočete, jaz tega izraza nimam rad, ampak ga bom porabil. In če se ne moti, je bil dolgo let kaplan potem v Devinu tudi, ne? Župnik, ja, in dekan tudi, ne kaplan, dekan v Devinu. In tudi človek, ki je bil tistega dne, in ne pomislite, to se je zgodilo na današnji dan, točno današnji dan, 12. oktobra 1947, bil nearetiran, to ni šlo za aretacijo, ampak prijet, izraz je prijet v Solkanskem Farožu, kot kaplan solkanski, peljan do meje in brcan čez mejo, ker so mislili, da je to dr. Močnik, so zamenjali. Ker pri tem početju, to lahko na glas povemo danes tukaj, so sodelovali Solkanci, ampak glavno besedo niso imeli Solkanci. Bi šel nekoliko nazaj. Kar se je zgodilo dr. Močniku, je bilo plačilo bom dal navednice, tisto, kar so slovenski duhovniki v obdobju pod fašizmom naredili za narod. Tisto, kar se je v Ljubljanski pokrajini, pa tudi na Štajerskem, dogajalo že ob koncu druge svetovne vojne. In tisto, kar so naši duhovniki, zlasti tisti na ozemlju, ki je vzhodno od Gorice pripadlo Jugoslaviji po septembru 1947, izkusili po tako imenovanem prihodu Zlate svobode oziroma po priključitvi. In dr. Močniku dejansko niso imeli osebno kaj očitati. Bilo je pa dejstvo, da je užival zaupanje, očitno zaupanje goriškega nadškofa Karla Margotija, predvsem pa je veljal za eksponiranega duhovnika, torej duhovnika, ki je bil vodilni med sobrati in na Goriškem. In druga stvar, ki je tukaj treba izpostaviti, je, da že dejstvo, da je bil imenovan za apostolskega administratorja, po domače bi rekli upravitelja ozemlja Goriške nadškofije, ki je prišlo pod Jugoslavijo. S tem je bil postavljen na čelo cerkve, lokalne cerkve, katoliške cerkve, ki je v tistem času ostajala edina nasprotnica, če hočete danes bi rekli organizacija civilne družbe, ki je bila izven direktnega dometa vpliva kontrole, lepši izraz je kontrole tedanje vladajoče partije. In s tem si je on zaslužil to, kar se mu je zgodilo, bi bilo treba poudariti v izogib kakršnikoli napačnim interpretacijam, da se je dejansko prvi izgon iz Solkana zgodil že 19. septembra. Ampak očitno ni bil uspešen ta izgon.
Ker dr. Močnik ni poznal strahu, njega so lih tako z grožnjami, psovkami, po domači rekli cabadami, prcami, vrgli čez mejo, približno tam, kjer je danes novogoriška postaja, tam je provizorična meja in je šel čez. Potem je šel v Goriškemu na Čkofu, Margotiju, naslednjega dne, 20. septembra, prekoračil mejo na Krasu, pri Komnu, šel v Ljubljano, tedanjemu notranjemu ministru Borisu Kajgerju. Tam so se sprenevedali, da ga sploh ne poznajo, dejansko niso imeli kaj formalnega očitati, niti nekakšne kolaboracije, ker je bil na pol svetniška osebnost, če so nekoliko domač. In potem je prišel nazaj v Solkan, nekaj časa se je potihnilo, da je stvar bila neizdelana, kaže poročanje časopisja iz tistega časa. Tukaj bi citiral partizanski, oziroma takrat že Primorski dnevnik iz Trsta, ki dejansko v prvem obdobju, po prvem izgonu iz Solkana, ni vedel, kako poročati. So zamikali, so spreminjali, so olepševali zadeve. Ni bilo jasne partijske direktive. Drugi izgon, ki se je zgodil, kot sem omenil, današnji dan, leta 47, točno 70 leti, je bil pa bolje organiziran, začel se z mitingom, prisotnih je bilo 5000 ljudi približno, veliko jih je bilo, rekli po domače, fureštov, torej ne Solkancev, in njega niso dobili doma, ker je šel tisti dan na Sveto Goro. Bila je nedelja, pozno popoldne, prijeli so najprej že omenjenega Ivana Kretiča, ki je bil takrat kaplan, torej njegov pomočnik v Solkanski župniji, in je potem bil on izgnan. Ko so se zavedli napake, so prišli nazaj, zasliševali sestro in njegovo gospodinjo Pavlo Močnik. Mimogrede, Pavla Močnik je pozneje, v 60 letih, mislim, da napisala spomine, niso dolgi, so pa zelo zanimivi, ki kažejo vso schizofrenost tega položaja in tudi naščuvanost ljudi, ki so to početje izvajali. Potem so šli z avtom Udbe iz Kapga na Sveto Goro, ker ona povedala, da tam, so ga tam prijeli v cerkvi, ga peljali v Solkan, ga tam zasmehovali in ga potem brcali čez mejo. Naj še enkrat ponovim, sodelovali so tako forešti kot tudi Solkanci. Zdaj, zraven je bila tudi neka osebnost, ki se mu je potem pozneje opravičila. Ta osebnost je igrala pomembno vlogo v svojem poklicu, tudi v obdobju po demokratizaciji Slovenije. Prilezla je celo do ministrskega položaja, ta osebnost je žal pokojna. Ne bom povedal njegovega imena, si kdo ve, za koga se gre. Ta osebnost je takrat predsednik Skoja na Goriški gimnaziji in ta osebnost je bila zraven, ampak ta osebnost ni odigrala glavne vloge, kot mu kdo pripisuje po krivici. Torej, sodeloval je pri tem, ni bil pa kolovodja tega početja. Ostalo so, pardon, izrazil babje čenče. Potem je on bil v Gorici, šel do Škofa Margotija. Na Škof Margotij mu je ponudil zatočišče, to kažejo dokumenti v Nadškofijskem arhivu v Gorici. Šel je tudi k papežu v Rim, Pit XII. Ga je takrat sprejel, pokazal razumevanje, ampak za njegovo situacijo. Ampak januarja 1948, torej 3 mesece po izgonu, je prišlo do zamenjave na tem položaju in mesto doktorja Močnika je zasedel monsignor Mihael Toroš, ki je bil cerkveni pravnik in ne bo nič narobe, če povem z tega mesta, bil je bolj upogljiv pri sodelovanju z oblastmi in, če hočete, bom tudi javno povedal, bil je agent Udbe. Ima tudi kodno ime, Cilinder, oziroma gospod Cilinder. Ne moram soditi, nimam pravice soditi, dr. Močnik ni bil agent Udbe, nikoli ni sodeloval. Ali so ga kdaj poskušali dobiti, ne vem. Monsignor dr. Toroš je bil, na račun tega tudi nekaj pridobil za Primorsko cerkev, Vipavsko malo semenišče, tednik Družina in tako naprej. Ne vem, zakaj so ga držali, ne vem, se mi svetlika, ampak točno ne vem, zato tega ne bom izjavil, lahko pa javno povem, da je bil. Torej, je bil bolj elastičen.
O teh stvarih obstaja veliko dokumentacije, tako v ljubljanskih partijskih, kot tudi v udbovskih arhivih, nekaj je bilo že objavljeno. Obstajajo spomini Pavle Močnik, ki je potem trpela namesto brata, so jo zaprli, so jo šikanirali, imeli so zaprta v Vili Bartolomej, ker je bil sedež Udbe v Solkanu, v kraju, to poznate, kje je. Tam so precej hudo delili z njo, nekaj o tem je popisala. Kot veste, pa doktorju Močniku so se oblasti uradno opravičile februarja 1991. Med njimi je bil tudi tisti, ki je takrat igral neslavno vlogo leta 1947, ko so ga metali čez meje. Toliko za enkrat, če sem bil predolg, pa ne zamerite. Pardon, ni bil zraven. Bil je na občini, v zgradbi, ni bil pa zraven. Tako potihoma smo nekateri pričakovali. No pa tudi verjetno bi njegov greh manjši, kot je bila njegova fama. Ja. Torej, po tem močnem uvodu, z jasnimi besedami, in tudi če je kakšen poročevalec, ki mu je všeč imeti močne naslove, ima že naslov za kroniko in za članek. Marjelka, sej veš, da v naših večerih imamo vedno poročevalce. Ja, dobro, govorimo o kolegih časnika. Besede, ki sem jih uporabil, obstajajo za vse besede pisni dokazi. To si upam povedati, več pa ne bom povedati. Kot rečeno, dogajanje izpred 70 let je le eden od poudarkov, ki jih bomo imeli na današnjem večeru. Monsignor Franc Močnik je potem deloval na Goriškem, bil je duhovnik in matematik in je poučeval na naših šolih, najprej na nižji srednji šoli in potem dalj časa na klasičnem liceju. Med dijaki Slovenskega klasičnega liceja Primož Trubar je bil tudi dr. Damjan Pavlin, zato sedaj beseda je vaša. Kakšen profesor je bil, vi ste bili na to tudi gojenec v Alojzjevišču, torej kakšno je bilo to njegovo delo z mladimi? Ja, jaz sem prišel prvič v Alojzjevišče, ko sem 12 let, to se pravi, ko sem obiskoval prvo srednjo šolo in me je mama pripeljala na biciklu v Alojzjevišče. Potem sem bil 8 let v Alojzjevišču, 3 nižje in pa 5 višji, torej licej in gimnazijo in licej. Torej, jaz sem takrat, to je bilo leta 65. Prvič spoznal, 55. pardon, spoznal monsignora Močnika. V začetku seveda, tisti, ki smo bili v zavodu, smo se čutili malo dobotožje nam je bilo, kajti jaz sem doma iz kmetov, doma nismo bili vajeni take discipline, imeli smo bolj elastične urnike in tudi način dela, način življenja, način, torej popolnoma drugačen način je bilo življenje v zavodu. Monsignor Močnik je pa znal z mladimi takoj spostaviti stik, takoj smo se počutili kot ena velika družina. Takrat se je bilo v Alojzjevišču okrog 40, mislim, bili smo od prve srednje, od 12-letnikov recimo, pa do 5. liceja, torej od 12 do 19, jaz smo let, torej zelo različna populacija. Torej, monsignor Močnik je bil tisti, ki je bil nekako duhovni vodja v zavodu. Imel je časih kakšnega pomočnika, prefekt smo klicali, ampak največ časa nam je posvetil ravno on. On je bil vedno z nami, stalno. Ko smo mi prišli iz šole, popoldne, ko smo imeli učne ure, torej je bil on stalno vse ure z nami. Torej, če kdo poznal učiteljišče, torej Alojzjevišče, torej Alojzjevišče je bilo, pol Alojzjevišča je bilo v uporabi v Alojzjevišču, pol prostora pa je imela finančna straža. Kajti to so razlastili, isto podobno situacija je bila kot s trgovskim domom, je ta prišla v državno
v državno last. Čeprav so se nekateri, se spomnim doktora Siligoja, zelo prizadevali, da bi spet vrnili razovišče slovenskim Slovakom, tega se nikdar ni zgodilo. Torej, imeli smo 2 spalnici, v vsaki spalnici nas je bilo po 20 in smo imeli kapelo in pol eno veliko učilnico. To so bili 4 prostori, kjer smo bivali, kjer smo delali, kjer smo vse učili. In takrat je bil ravnatelj, je bil Eržen. Torej, on je ves čas študija, ko smo v misli se učili, je bil z nami in vedno je bil pripravljen pomagati, ne samo v predmetih, ker je bil on doma, torej matematik in fizik, ampak bil je zelo razgledan in je lahko pomagal katerokoli grščino, latinščino, pa karkoli lahko nam je svetoval. Tako da mislim, da tisti, ki smo bili v zavodu, smo hodili v šolo še kar pripravljeni, recimo, če lahko tako rečem. Torej, te spomini na zavodska leta sicer takrat so nam se zdeli, da je bila disciplina prestroga, prehuda. Vstajali smo zgodaj, maša, pol je bilo zajtrk, v šolo iz razovišča v ulico, takrat srednja nižja bila v ulici Randačo, v vrsti po 2 do šole, po šoli nazaj v vrsto, spet v razovišče, 1 uro, torej kosilo, 1 uro za razmiganje in pol učenje in tako naprej. Torej, sicer gojenci smo bili dve kategoriji, notranji in zunanji. Zunanji so bili samo popoldne, začeli so še domov. Tisti notranji so bili pa cel dan, so bili stalno noter. In sicer velika večina so bilo notranjih, zunanjih je bilo malo število. Domov smo lahko šli, jaz se spomnim, domov smo šli samo lahko za božične praznike, za velikonočne praznike in za farnega patrona, za Svetega Andreja. Čeprav smo, jaz sem stanoval morda 5-6 km od zavoda, ampak smo lahko šli samo tako. In obiske smo imeli ob nedeljah, starši so lahko prišli obiskati ob nedeljah. Sicer tisti, ki smo nabrali med tednom več kot 10 pik, črnih pik, nismo smeli iti ven. Čeprav smo imeli obisk, ampak smo morali ostati v zavodu. Tako, pike smo pa nabirali v glasnimi. Ne veste, taka mladina. Ampak mislim pa, da, kot sem prej rekel, da se nam je zdela ta disciplina malo preostra. Ampak monsignor Močnik je večkrat ponavljal, boste videli, da se boste v življenju, se ne boste kesali, da ste imeli tako disciplino. In res je bilo to. Jaz se spomnim, ko sem bil pri vojakih, recimo en primer, meni je bilo, tako, sem to prenašal brez problemov, ampak zvečer v kasarni 80% vojakov je jokalo zvečer, je klicalo mamo, ker se niso bili vajeni biti okoli, so bili vedno doma pri mami in tako naprej. Torej, zavod nas je z tega vidika nas je nekaj naučil. Torej, monsignor Močnik je imel tudi, recimo, predvsem v nedeljah, je imel vedno pred kosilom 1 uro tako nekako obračuna, kaj smo dobrega, kaj slabega na 30 tednu, povedal je svojo duhovno misel, tako da nas je uvedel tudi duhovno. Mislim, to je bil res duhovnik, ki je čutil, tako kot je rekla prej Erika, je bil pravi duhovnik. Torej, tole glede zavoda lahko bi prepovedal, kaj smo delali, ampak da je pravi. Glede šole samo 2 besedi, jaz sem imel kot profesorja na gimnaziji in na liceju, torej 5 let. Učil je matematiko in fiziko. Bil je odličen profesor, ker takrat nekateri profesori, ne bom imenoval, ampak so bili tako precej pomanjkljivi, recimo. On je užival veliko spoštovanja med kolegi in tudi med dijaki. Mi smo ga imeli, mi smo bili v 4 v razredu, 3 fanti in 1 punca, to se pravi, da smo bili vsaki dan pod žarometom, tako da smo bili vsaki dan pripravljeni za vse predmete, kar smo bili.
Tako, on je tudi pripravil učbenike, ki jih ni bilo takrat, za matematiko je pripravil več učbenikov, tako da tudi šolskih in ni delo nobene razlike. Recimo, jaz, ki sem bil njegov gojenc tudi v zavodu, nisem bil nobenih privilegij napram drugih, ki niso bili. Torej, on je bil izredno korekten, pošten, dosleden, malo strog, ampak do pa prave mere bi rekel, da je bil strog. Tako da smo se, vsaj jaz, meni matematika in fizika mi nikdar delala posebnih težav. Drugi predmeti, ja, kar se tišče in tako naprej. Ampak, tako, jaz imam tako iz zavodskih, kot pa iz šolskih let, lepe spomene na monsinjorja, kot človeka, kot duhovnika, kot profesorja, kot vzgojitelja, torej bil je res kot kulturnika, ki je bil zelo razgleden in tako naprej. Hvala lepa, Damjan Pavlin. Dr. Ivan Černic, vi ste po formaciji matematik, bili ste profesor in bili ste ravnatelj. Kakšno vlogo je Franc Močnik, monsignor Močnik, odigral v povojnem šolstvu na Goriškem oziroma v naši deželi? Torej, če gremo nazaj v tista leta, ko so ga vrgli čez mejo, kot je bilo rečeno, da je bilo to za nas blagoslov. Ne prav tako, ne bi hotela drugega naslova, ne? Hočem reči to, da se je naša šola, bodi si na Goriškem, kot tudi na Tržaškem, znašla v težavah, kajti inteligenca, ki bi bila morala ostati na terenu v 20-letju fašističnega preganja, vsa inteligenca je šla v notranjost Italije ali pa v Jugoslavijo. Tisti, ki so takrat reševali situacijo, so bili naši duhovniki, najprej seveda v župniščih, ko so učili pač otroke verouk in brati in pisati slovensko. Po vojni, pa, ko je bilo treba postaviti šole po konci in je bil vpis kar precejšen, je zmanjkovalo moči. In takrat so tam, kjer ni bilo dovolj laikov, ki bi prevzeli poučevanje na šoli, so vskočili duhovniki. Tako da je marsikateri duhovnik imel dve službi, tako rekoč, pač kot duhovnik in kot profesor. Moram reči, da so v tistih letih mi je ostal zelo lep spomin, posebno na nekatere vzgojitelje, duhovnike, ki so bili hodali. Gotovo, da je bil monsignor Močnik, torej čudovit, ker je bil non plus ultra za svoje predmete. Tisto, kar se je meni zdelo čudno, kako je mogoče spraviti duhovnost in matematiko pa fiziko zraven, če si nekaj, si bolj nekaj, nisi. On je bil vsestransko razgledan. Torej, kaj bom rekel, v razredu je bil pač profesor, v zavodu je bilo sicer veliko povedano, jaz bi samo dopolnil to, da je skrbel za mladino, ki je obiskovala srednjo šolo, nižjo, in druga skupina je bila, tisti, ki smo bili na višji, je organiziral, je vsak teden imel en sestanek. In na tistem sestanku smo mi imeli nalogo in smo se vrstili, je moral vsakdo za vsak sestanek pripraviti nekaj, ponavadi smo si izbrali kakšno zanimivo stvar in to je bila ena vrste domača naloga, predavanje, če hočete, karkoli. Seveda tista urca, ki smo jo preživeli z njim, je bila potem naravnana tako, da nas je v bistvu krepil v narodni zavesti in v krščanskem duhu. In jaz mislim, da v vseh tistih letih, če računamo pač vsak od nas gojencev, ki je bil tam, odvisno koliko let pač je bil, ampak to je veliko pomenilo. Monsignor Močnik se je držal načela, da ne smemo zapraviti niti minute. Toliko je res, da smo tisti čas, recimo, ko smo bili v obednici, zvečer, pred večerjo, oziroma, ko je začela večerja po molitvi, smo brali v nadaljevanjih kaj zanimivega. Ali je šlo to za kakšno literaturo,
kakšnega vzornika mladega. Mimo grede ne omenim, da sem prvič slišal za Grozdeta. In to smo brali vsak večer, prvem delu večerje. No, če kar govorimo o tem, nekaj bolj duhovitega, se spominjam, da je Goriška Bohorjeva to natisnila med Scilo in Karibdo, Jože Lovrenčiča, in smo tudi tisto brali. In reč je bilo to, in Damjan se bo gotovo nasmejal v tem, ko Lovrenčič piše nekje, da on je bil gojenec Rezavišča, verjetno vam je znano, to je bilo takoj v prvih letih 20. stoletja. In je verjetno hrane ni bilo dovolj, in je lepo napisal en trebuhov kruletaj, kaj pajčev na njem se deluntaj. Če pogledamo tako v trebuhu kruli in se v njem delajo pajčevne, ampak po grški sintaksi. No, jaz mislim, da vsak dan smo nekaj slišali, tudi ob tisti priložnosti. Mimo tega, da smo imeli zjutraj, ko smo šli v kapelo, najprej je bilo 4 ure, je bila duhovna misel, ko smo čakali, da pride ravnatelj, da je maševal. Mi smo takrat tudi se naučili nastopati, tudi recimo, ko šlo za obred. Tisti, ki smo bili od 3. gimnazije, 3. nižje naprej, torej od 14-letnikov naprej, smo morali tedensko, je vsakdo vodil molitve v kapeli. In jutranja maša, pri maši so bile mašne molitve, rožni venec, litanije, in to je bil cel teden. Jaz se spomnim, da ko sem bil prvič na vrsti, sem mislil, da me bo raznesel, ker nisem bil vajen. Vajen sem bil doma, smo molili rožni venec. Ampak tam se spominjam, da na koncu sem jaz zmeraj končal. Recimo, ko je za nas križan bil, sem zapel. In vsi moji sošolci tam so se začeli kropotati. No, to sem povedal tako čisto. No, recimo, Monsignor je gledal, da nas pripravi za življenje, da bomo tudi znali družbi kaj pomaga, če treba. In če gremo še korak naprej, je precej uspel tudi, recimo, ko je prišel do koče svetega Jožefa, on je v Žabnicah namreč kupil eno parcelo in tam s pomočjo enega domačina, enega kravine, ki mu je napravil načrte, postavil na pol leseno, na pol cementno stavbo in mi smo šli prvi eno poletje, to je bilo leta 55, v to stavbo, nas je bilo njih 30 fantov, smo bili ene 3 tedne in se spomnim, stavba ni bila dokončana, sanitarij ni bilo gor in lestve ni bilo gor. Mi smo hodili, smo naslonili zunaj, na dvorišču lestev, skozi okno. In ob 9 uri zvečer, ko smo šli noter, potem zaprto okno, nihče ni šel ven. No, to je bilo pač, ampak je bilo zelo lepo, ker smo imeli pa naravo tam na razpolago, torej da ni bilo problemov za kakšne zadeve, ne, smo pa podnevi šli kam, tako. No, ko smo bili v Žabnicah, spoznali bližnjo okolico, tudi recimo v vasi, smo ob nedeljah hodili k maši, pa tudi prispevali k maši, recimo smo molili, slovenščini in tako naprej. Moram reči, že v tistih letih, sporedno z Žabnicami, se je pa nekaj podobnega dogajalo v Ukvah, kamor so prihajali tržaški dijaki in dijakinje, ki jih je vodil profesor Peterlin. No, Žabnice so postale sploh poleti, veliko središče, kjer se veliko govorilo slovensko, mimo tega, kar so pač nekateri domačini, sicer ne vsi, ampak je bilo tudi veliko Goričanov, ki so hodili en mesec na počitnice. Za Goričane se spominjam, Tržačanov takrat nisem pač poznal. Torej, to, kar zadeva kočo svetega Jožefa, jaz se to spomnim, da je on
denar, ki ga je pač zaslužil kot profesor, dal stran, pa je to delal zato, da bomo imeli mi. In še danes imamo Kočo Svetega Jožefa, se poslušujejo razne organizacije in to je ena velika pridobitev. Kaj druga bi povedal? Sošolci oziroma gojenci zavoda nismo bili samo tukaj iz okolice, ampak v bistvu iz Istre. Če govorim pred letom 54, ko so podpisali memorandum, so bili torej iz dekanov, pa kaj zvem, kaj še raznih krajev. Med drugim je bil tudi Milan Gregorič, tako, če povem ravno eno ime, ki je zelo znano. Pa so bili drugi, Cupin, se spominjam. Pokojni profesor Tulk je bil nekaj let pozneje tudi sodeloval s Katoliškim glasom in pisal politično stran. Pa razni doktori, je bil Lovrečič, pa Krajnc, zobozdravnik. No, vsej je bilo veliko, bi lahko naštevali. No, in razen teh, potem pa Tržačani, so bili tudi iz Beneške Slovenije in tudi iz Kanalske doline. Torej od vse povsod. In v tistih letih, poleg Alezevišča, sta bila še dva druga vzgojna zavoda v Gorici, in sicer Zavod Svete družine ali Sirotišče, kot smo ga mi imenovali, ki ga je ustanovil Pavlica, dr. Pavlica, in je sprejemal fantke, ki so obiskovali osnovno šolo, ali pa tiste, ki niso imeli staršev, ali pač so imeli te probleme, in dekleta in punčke. Tako da tisti zavod je bil ženski, če hočemo, in za otroke. Alezevišče pa je izjemno sprejelo tudi kakšnega osnovnošolca, 5., 4. raz se spominjam, in drugače pa smo bili srednje in višje šolci. Od teh dijakov, oziroma teh, ki smo šli skozi pač Alezevišče, torej, marsikdo je šel potem tudi v Ameriko, so šli in tako naprej. In rekel, da smo se imeli zelo lepo. Za rekreacijo je monsignor poskrbel tudi ob koncu tedna, smo imeli ob sobotah, po kosilu smo šli, najprej smo hodili v Pevmo, dokler ni še stekla akcija za odkup teh prostorov tukaj, kjer je potem nastal katoliški dom. V tistih časih je bilo tukaj bil en skedenj, če se prav spomni, nekaj podobnega, nekaj stanovanj je bilo v zgornjih prostorih in ena njiva tukaj, kjer je zdaj igrišče. No, predtem smo hodili v Pemo, je bilo eno igrišče tam, drugače pa smo potem hodili dolino Korna, ni bilo še telovadnice, in ko so končno odkupili tukaj to zemljišče in stavbo, smo pa hodili ob sobotah vrcat žogo sem. Meni je ostalo še takrat spominu, če lahko to povem, kako je nastala ta nabiralna akcija za nakup teh prostorov oziroma tega terena tukaj. Spominjam se, bil sem takrat v tretjem razredu nižje gimnazije, to je bilo leta 1952, je bil v Štandržu evharistični kongres za slovenske vernike, tudi v Goriški na škofiji, ki bi se bil moral odvijati menda leta 50 ali kaj, ampak takrat ali je bilo zaradi Margotja, ker je menda umrl ali kaj, so predmaknili. No, in to je bilo v Štandržu. In v Štandržu so takrat igrali Pasijon. To je bilo prvič, da sem jaz vedel za Pasijon. In gospod Mazora, Mirko, je igral Kristusa vse do križanja. Tam pa ga je potem zamenjal vodopivec, sem spomnil, torej pač študent Goričan. No, to so bili lepi spomini in mi smo živeli razpeti, med zavodom, šolo, kot je bilo povedano, in nauki, ki smo jih tukaj dobili, in smo to potem prenašali tudi
domov. Mogoče je bilo še kaj? Še eno kratko vprašanje, če lahko. Vi ste poučevali na Tržaškem. Zanimalo bi me, kakšen odnos je imel Trst do Franca Močnika, kakšen pomen je imel za tržaško duhovščino, za tržaško slovensko katoliško skupnost? Torej, čeprav se pregovorno dogaja, da se Goričani večkrat smo se ali so se pritoževali na Tržačem, ker so posebni tipi in obratno, moram reči, da... Da ne govorimo o Veneciji. No, ker sem jaz bil Goričan, ampak sem drugače živel v Trstu in sicer sem bil več let v Marjanišču, so me Tržačani sprejemali, sicer kot Goričana, ampak ne taka, kot so tisti tam Gorici. Si Goričan, ampak si fajn. Ja, recimo niso tako kot ostali in tudi obratno. Moram reči, da kar se tiče monsignora Močnika, nisem nikoli slišal kakšne kritike, kakšne pripombe, ki pa so kar deževale na račun marsikoga drugega. Hočem reči to. Tudi v Trstu so imeli radio, so imeli radijski odbor, oni so se imeli za bolj izobražene, kot smo mi. Nas so imeli tako, zdaj take zarukane, podeželjane in tako naprej. Ja, stvar je pač takrat bila ta. Oni so se imeli za več vredne, tudi zato, ker so bili pod zavezniško vojaško pravo, so uživali več pravic. Mi smo leta 1947 prišli pod Italijo. Mi smo prvo priznanje za obstoj slovenske šole dobili šele leta 60. Je bil prvi zakon, ki je izšel v zvezi z organikom za slovenske šole. Kako so odprli slovensko šolo, takrat se sploh ne vedel, kako bo. Zadržanje recimo titovskih organizacij, v začetku je bilo celo negativno, da od zaveznikov se pač to ne sprejme, da mi hočemo tako svoje naprej. No, leta 1947 je na osnovi enega telegrama, ki je prišel z ministrstva menda na prefekturo, so odprli slovenske šole in tako smo šli tako. Ni bilo nič uradnega. Toliko je res, da recimo nismo dobivali niti diplom. Jaz sem maturiral leta 57. Mi nismo imeli diplome za slovenske šole, so prišle precej kasneje. Mi smo dobivali za vpis na univerzo, smo se morali posluževati enostavno potrdila, da smo pravili maturo. To je bilo takrat. V Trstu pa so imeli priznanje te pravice in so se potem avtomatično prenesle. Seveda, Italijani, ki so potem dobili Trst in tako naprej, so pa le dolgo časa vlekli, da so nas delili v kategorijo B in A, Tržačani mi B in Benečani pa sploh, recimo C ali pa tudi nič ne. Ja, te intelektualce v Trstu so imeli tudi po zaslugi tega, da so imeli vso to politične migracije. Zdaj ni avtohtona inteligenca ta tržaška. V bistvu oni pri nas z letom 47 je politična migracija morala emigrirati drugam. Medtem v Trstu je ostala do leta 54, tako da so oni oblikovali ta nivo, če hočemo biti prav precizni. Nikoli se nisem pokesal, da sem postal duhovnik, je napisal monsignor Franc Močnik v svojih spominih. Duhovnik je bil 66 let in je bil tudi prvi župnik pri Svetom Ivanu. Karlo, kakšen duhovnik je bil monsignor Franc Močnik? Ko sem si malo napisal, da ne bom prvič to blagovedel. Torej, kakšen duhovnik je bil monsignor Franc Močnik? Jaz sem se učil tako z eno anekdoto. Smo bili na Sveti Višari, je kleten 1900 je čapilo, zdaj že lahko rečem. In sta se srečala Franc Sraka, Salesijanc, ki deloval na občinah takrat, in monsignor Močnik. In Franc, ki je mislil, da je na hudomužen, je rekel, vi pošušta, gospod, a veste, da je v življenju še nikoli Močnika nisem skuhal? Monsignor ne bo delen, je rekel, a veste, da je v življenju še nobene strake nisem lovil? To je bil monsignor Franc Močnik. Hudomušen najprej. Ne zelo hudomušen, ne pretirano, ampak verjetno zaradi njegove hudomušnosti je lahko pretrpel, kar je pretrpel. In meni se zdi tako, da, ne meni se zdi, jaz to vem,
Jaz nisem nikoli v letih, kar sem ga poznal in tudi od svojega rojstva, slišal iz njegovih ust žal besede proti tistim, ki so to naredili. Nikoli. Jaz nisem nikoli iz njegovih ust slišal, kaj se je zgodilo. A ne jaz, nihče izmed nas. Šele proti koncu, ko ga je Monsignor Humar prisilil, da je napisal spominih in napisal. On ni hotel govoriti. In še dostrovne. On ni hotel govoriti. On je to držal zase. Vendar je duhovnik. Torej, ko smo bili v Žabnici, tudi mi, ne naša generacija, nam je večkrat povedal, kako bilo v Bologni, tudi kakšne take hudomušne stvari, ampak tudi pustim v primeru, da ne bomo malo šlo preč v smeh. Ampak Močnik in družina. Močnik je redno obiskoval družine. Naše družine, tisti, ki smo Goričani, Meščani, smo ga redno imeli v gosteh pri nas doma. In to se spomnim, recimo, sem Močnik, jaz ne vem, če kdaj je prišel brez borše, bom rekel, in sicer brez polne borše. Vse nekaj bilo ti si to. Moče je bila flaška zavita v časopis, karkoli, ampak nekaj vedno prinesel. Pa se usedel, pa klepedal, pa klepedal in šel naprej. In to je redno delal, to je družina. In v družini tudi starejši. On je redno obiskoval bolnike in posebej bolnikom nosil tudi obhajlo za prve petke. Zakaj je to delal? Ker se je zavedal, da župnija živi, če družina živi. Če ni družine, ni župnije, če ni župnije, ni cerkve. On se tega dobro zavedal. Sam sicer župniji se je odpovedal, družini se je odpovedal, ampak je vso svojo voljo, vso svojo energijo dal prav družini. No in njegova najbolj prestrčna družina je bila, no to pa lahko rečem, mi gospod Renato ne zameri. Ja, no, ne, moj na levi strani. Če je gospod Mošinjor kdaj kaj primerjal, smo delali tako, je bil vedno Črn vrh. Ne Vrtojba. Ja, to pa res. To se pa spomnim, on je veliko krat primerjal Črnemu vrhu. Veliko krat. Zakaj? Ker je imel v sebi verjetno prav to črnoško podobo, ko je ustanavljal slovensko pastoral središče v Gorici pred Svetim Ivanom. 18. oktobra 1972 je na Škofko Kolin, potem, ko so naši duhovniki tako bili nejevoljni, se ni bil problem, veste, slovenščina in slovenci, ni bil to problem. Problem je denar. Kajti, če bojo ti ljudje hodili s Svetim Ivanu, ne bo hodili v župnije dati miloščine in bo toliko miloščina manj. To je bil problem. Slovenščina nekaj je bil tako velik problem in slovenstvo to. Ampak vsekako, ko Kolin je ustanovil, takrat 18. oktobra 1972 in je Monsignora Močnika postavil za prvega upravitelja, oziroma uradno sem bil škofov delegat za to pastoral središče. In tukaj se je Monsignor Močnik prizadeval, da je iz niča, oziroma skoraj iz niča, nekaj bo zabral Sveti Ivan, je bil že prej središče, slovenska maša, slovenska šmarnice, Marilka, Frankle, se spomnite, bilo veliko dejavnosti že, ampak zdaj postalo to bolj redno in tudi delovanje postalo redno. Recimo, ena izmed prvih skrbi Monsignora Močnika je bil, da bi naredili en dober misijon, slavni ljudski misijoni. Prvi misijon leta 1975 so vodili jezuiti, še danes se spomnim, pokojni blage gospin Edi Böhm, Janez Podobnik in še tretji, in Markel, ti trije so bili leta 1975. In potem so se ti misijoni kar redno ponavljali. Potem, da bi ne bile naše župnije brez Božjega blagoslova posvetilcev srcu Jezusovemu, in to smo se pripravljali celo leto s slovesnostjo, srcu Marijinemu naslednjem in tako. Te slovesnosti, torej vso svojo energijo je postavil v župnijsko življenje, da bi župnija postala res župnija v pravom pomenu besede. No, to verjetno vemo, ampak med Monsignorjem Humarjem in Monsignorjem Močnikom je bil ena tiha pogodba, taka tiha pogodba, vedno neče napisano nekjer. Močnik je rekel, ti beži v politiko in kulturo, jaz bom šel v duhovnost in vero, pastoralo, in to je bilo. Če vi pogledate, Humar in Močnik sta se dopolnjevala in nikoli ni bilo med njima kakšna kratkega stika. Ja,
Razen je včasih kaj Mirko rekel, še. Ne. Ampak reči, niste nikoli šli. Ostala sta res mal siroti, potem, ko umrlo tretje pero troperesne deklice. Veste, bilo tretje pero troperesne deklice? Možno Klinec. Klinec močni humor, to so bili 33 kardines prav našega takratnega občestva. Ampak res to njuno sodelovanje na enem drugem polju je pripeljalo do katoliškega doma, do Svetega Ivana, do vseh časopisov in tako dalje. Torej, njegovo delo zase v župni v polnosti. In zdaj seveda, kaj je bilo najbolj pri srcu osnovnomočniku? Osnovnomočniku najbolj bilo pri srcu prihodnost. Kaj bo, če ne bo duhovnikov? V začetku še ni bilo tako hudo, se še kar nekaj rasti duhovniki, pa začela malo duhovna kriza. In takrat je osnovnomočnik začel in postal izreden molilec za duhovne poklice. Ne vem, če na svetu obstaja kdo, moče kakšna stara nuna še kjer, ne vem, ki je toliko moli, kot je osnovnomočnik molil za duhovne poklice. Jaz sem prej, ste drugi govorili, malo sem štel, če sem jaz prosto štel, odkar je bilo ustanovljeno v Gorici slovenska duhovnija, nas je šlo 6 duhovnikov, od teh si 4 redovniki, ampak 6 duhovnikov, redovnico pa vidim ne štejem, ker zdaj res trenutno ne vem, ampak tudi redovnico je kar nekaj. In to je sad njegove molitve. Jaz sem 100% prepričan, sad njegove molitve. Jaz še danes ga vidim zadnja leta v kapeliškosti sestrah, v ulici Domovsko zavose družine, v zadnji klopi z družnim vencem, in on je sam duhovni polic, po vsaki maši, če le mogo po vsaki pridgi, kjerkoli povsod. Tako da, jaz tukaj zdaj priznam en svoj greh, javno, se postanem, da treba javno priznavati greh. Odkar je osnovnomočnik umrl, jaz ga imam za svetnika, ti si rekel pol, ne, ampak jaz ga imam celega svetnika in vsak dan si rečem, piši Karlo molitev, v kateri na priprošnjo osnovnomočnika prosil za duhovne police in obljubim, da bom kratko napisal. In tudi razmnožil, da bomo začeli na njegovo priprošnjo moliti duhovne police. Jaz sem pričen, da se nam to nas porešilo. Ker da je svetnik o tem, jaz nimam doma. In sem zato, tudi zdaj, ko sem pošel vikar, sem zato, da bi malo še kakšnega vprašal za nasvet, ampak da bi začeli postopek za njegovo beatifikacijo. Ker meni se zdi, da če je kdo pri nas vreden beatifikacije, je osnovnomočnik prav gotovo. Potem, glede duhovnih poklicev, jaz ne vem, če gospod Ivan to vesta, osnovnomočnik je malo opazoval vas, ko ste bili v zelišču, veste? Ja, vas je opazoval in pol je pisal župnikom. Ti, dragi sobrat, ta in ta fant je dobra za duhovnika, pazi najn. Imamo dokaze. Ja, pa ne povem, kjer so bili, ampak si je pisal, je rekel, pazi, in tudi dal napotke, poleti kaj ne dela, kako ne hodih maše, kako ne doma pomaga, vse je napisano na teh njihovih, ne? Kaj ti osnovnomočni, veste? Tudi, ko smo mi dobili monsignora Oskara Simčiča za škofovega vikarija, na papirju ima v resnici bil močnik. Karkoli se zgodilo med duhovniki, vedno močnik. Je kdo zbolil, bežite k močniku. Je bilo treba koga nadomeščati, bežite k močniku. Je bilo treba kaj organizirati, bežite k močniku. Vse je bil močnik. Čeprav ni imel nobenega naslova, razen to, da je bil župnik in mošinjor, no, tisti je pa tisti. Ampak vse je bilo močnik. Če si ti rekel močnik, in še to povem, kdo izmed nas Goričanov je rekel močnik? Vsi smo rekli mošinjor. In smo vedeli, kdo je. Pa čeprav mošinjor je bil tudi Semšič, je bil tudi Klinec, je bil tudi Bromac, je bil tudi ostali. Ma mošinjor bil recimo eden. Tako veliko spoštovanje je užival. Je res, torej kaj se je zgodilo tisto slavno prvo oziroma tisto slavno drugo noč. Torej on je šel tak na Svetogoro, tisto drugič ne, ko so ga potem, ker so ga opomnili, peče na Svetogoro, ker prihajajo po vas, zato se umaknil in on je rekel, vsako, kar v baziliku, še danes se vidim v tisti klopi, kjer sem čakal
in kjer so me prišli iskati. To je pa večkrat rekel, ne? Ampak to sem mislil povedati. Verjetno tudi zaradi tega, ampak zlasti zaradi njegove osebnosti, matematik v računstvu in matematik v duhovnosti, človek reda, veste, ne tako strogega reda, no, mi smo že malo naše generacije, mi smo imeli vašega reda, smo že malo bili elastični, ampak red je bil. To sem hotel povedati, ko je prišel sem, italijanski duhovniki so ga zelo spoštovali. Zelo spoštovali. Če ste rekel, močnik so se vsa vrata odprla. Tudi na Pesturi, kjerkoli. Če ste pomočnik, so se vsa vrata odprla. To italijanski duhovniki so ga zelo, zelo spoštovali. Njegova zasluga je, če imamo tudi danes, in tudi če nobenega Slovenca ni pri maši, pri škofovih mašah dvojezične maše. To je njegova zasluga. On je to uvedel. Da je vsa slovenska operira, slovenska prošnja, slovenska pesem, da ne so časi tu čak je več, ampak v vseh škofovih maših je vedno tako. Tudi če nobenega Slovenca ni. To je njegova zasluga. Torej, tako spoštovan je bil od italijanskih duhovnikov, da ko so zvedeli, da bo on postal voditelj duhovnega središča v Stadnivanu, potem nihče, niso bili več proti, ker so vedeli, da bo on. On je pa po drugi strani, jaz ga nikoli nisem slišal, torej, da je podpiral narodnost in jezik, to ja, ampak da bi kdaj govoril proti Italijano, italijansko govoreč, nisem nikoli slišal. Nikoli. Bil je zelo potrpežljiv in že toliko rečem, ta človek ni bil nikoli obsojal nikogar. Nikoli ni obsojal nikogar. Včasih so se duhovniki izbirali, v Stadnivanu, mi smo ni mulci imajo vsi ušesa, se slišijo. Jaz njihovih ust nikoli kritike slišal. Na račun tega, nikoli. Z tega velika pres. No, bi zaključil, da potem še kaj, če bo še nastal, bi zaključil še s tem in sicer njegovi zadnji dnevi, ali njegove zadnje noči. Jaz sem bil v zadnje noči pri njem, sem kar nekaj noči bil ob njem pred njegovo smrtjo. Zdaj, lahko to povem, ne, se itak je pokojni. Veste, ko se človeku umirajočemu blede, mnogi mamo kličejo, mnogi ne. Jaz sem mogel eno celo noč držati, ker je vsakih 5 minut. Gremo, kam? Ja, procesija dan si, je velika noč, čakajo že vsi. Torej, njegova tista zadnja misel pred smrtjo je bila velikonočna procesija. Torej, v tem je živel on. V darovati sebe Gospodu in darovati občestvo Gospodu. Kaj je Monsinjoru Močniku pomena velikonočna procesija, to vsi dobro veste, ker vsi dobro, zlasti Gorečanje, vemo, kako je zapel velikonočno alelujo na velikonočno jutro. Ne? Res z vsem srcem. No in še zadnjo anekdoto iz svojega življenja, sem verjetno že to povedal. Ko sem jaz vstopil v bogoslovje, oziroma ko sem se končno odločil, sem malo pa potiho vse to naredil, ne, svod Marinki, zdaj se skriva tam, je prvi izvedel, potem tako, Marinki je bil kapljan in šel Monsinjor Močniku povedati, tako bil potiho. Monsinjor Močnik pa ker od veselja, da je vendar bogoslov v hiši, naslednji dan je že pri prvi maši razglasil, veste, rekel, imamo bogoslovca. In tako da pa da so naši, da ima skoraj iz cirkve zvedi, ne od mene, da imajo bogoslovca. Gospod Gašper Rudolf, večkrat je bilo omenjeno, da vi prihajate iz tistega konca, z idrijskega konca, z Črnega vrha. Črnega vrha, tudi idrijski konc. V Lomeh, če se ne vodi. Zlomov. Noben ne zna sklanjati. Potem bomo imeli vajo. Vi ste fantastičen primorski duhovnik, pridigar, kot je bil Franc Močnik, zelo priljubljena osebnost, to, kar vas veže z njim, je tudi to, da so tudi vas preganjali, vi ste tudi zapornik zaradi tega, ker ste duhovnik. Delovali ste na Goriškem, zgradili ste najprej Život cerkev in potem Zidano cerkev, ki sicer se nahaja med policijsko postajo v Kazinojem, ampak dobro. Najprej eno vprašanje bo tako
televizijsko-novinarsko. Kaj ima tisti idrijski črnovrhniški konec, da prihajate taki duhovniki iz tistega konca prvo? In kaj je za vas, primorske duhovnike na slovenski strani meje, pomenil Talik? V bistvu on je bil vaš nesojeni škof. In še prej župnik. Zdaj, neko ozadje so odlični duhovniki, ki so prihajali iz ljubljanske škofije. Nekoliko nagnjenih jerzenizmu, če to komu kaj pomeni. In to je podeželsko ozadje in istočasno tudi mogoče nekaj kulturnega ozadja. Preko knjig Mohorjeve, da se je grozno bralo. 27. leta so ukinili zelo močno prosvetno društvo, fašisti. Ampak dr. Močnik je bil za nas gospod Močnik, ni bil monsenjor. Prišel je v Črni Vrh 34. leta, po tistim, ko so 31. maja na praznik svetega rešnega telesa zaprli Filipa Kavčiča, našega župnika. 26. aprila, pred tem 31. majem, je skozi Črni Vrh šel Filip Terčelj v Jugoslavijo. Skozi potem Nov svet in tako naprej. Ja, prišel je potem dr. Močnik, prav na jesen 34. leta, ko se je po aretaciji in konfinaciji, 3 leta je dobil konfinacije Filip Kavčič, se je pojavil dr. Močnik, ampak v Črnem Vrhu na planoti so začeli aretacije. 24 aretacij moških, očetov, fantov, zaporedoma do proti koncu novembra 34. leta so te aretacije zaključili. Izgovore so bili politični, panslavist, nasprotnik režima, slovanofil, razlogi so bili pač politični. No, in ko je prišel dr. Močnik, možete misliti, kakšno razsulo in kakšno prestrašenost je prišel. Noben še ni rabil nocoj te besede, pa bom jaz imel neko karizmo. Vse to, kar so povedali prej, vse to je res, ampak je res tudi tisto, česar se ne da povedati. Kar je v človeku, v njegovem žaru, v njegovi potrpežljivosti, v njegovi svetosti. On je prišel v Črni Vrh in to prestrašeno ljudstvo povezal. Župnija je cerkev samo eno, vse teh naselij okoliških, takrat je bilo v Črnem Vrhu približno 2500 ljudi, prihajajo v eno središče in tam so bili pa že strenirani s predhodnimi duhovniki v začetku 20. stoletja, zarabo in izraz strenirani, ampak smo imeli srečo in blagoslov, da se je duhovnika poslušalo, se ga je slišalo, se je pogovarjalo. Pri nas je bil dr. Močnik manj kot 1 leto, ampak je pustil sled, zato sem rekel karizma. Pripovedovala mi je ženska rojena približno 20. leta, ki je hodila k njemu k verouku in je njegov naslednji gospod Kobal rad peljal otroke na Barbano, pa tako. In je bil dr. Močnik v Vrtojbi. Ona ni vedela, da je bil v Vrtojbi. Rekel samo kot otrok, kar je videla kot otrok. Ko so se ustavili v Vrtojbi, je dr. Močnik to pričakoval, je prišel ven, otroci z avtobusa, vsi k njemu. Zame je to en tak podatek, da je imel to v sebi. Potem je bil premeščen v Vrtojbo in Črni Vrh je gotovo postal zanj en spominski vzorec ene župnije, ki je sprejme duhovnika. Se potem njegov naslednik ni imel zaradi tega nobenih težav, nasprotno. Potem pa, po tem 12. oktobru
Imel poseben dar, da je ljudi poznal. On si je zapomnil ljudi, zapomnil si je obraze. Ko v našem poklicu meni je osebno tudi katastrofalno manjka. In je tako to planota Črnovrško v tih par mesecih preko otrok in ne vem preko česa, sem takrat imel 4 leta, je spoznal in ko je prišel v Gorico, je 13. oktobra ali pa tisti noči, tukaj bil v nekem vakuumu, od tega se ne govori veliko. Torej niso vedeli, kam naj dajo tega duhovnika. In je šel k moji teti. Navijo Luka do Osla, številka 59, in je bil tam ne vem koliko časa. In medtem je potem se vklopil v šolstvo in potem tudi dušno pastirstvo. In te vezi, ta čustvena navezanost, poleg karizmatične na Črni vrh je ostala. Zdaj jaz ne vem, če se je spovedal za en greh Karlo, se bom jaz za 3 grehe. Vmes je denar. Ko smo začeli pripravljati gradnjo cerkve v Novi Gorici, začeli smo tako rekoč iz nič. Ampak mislim, da so bile 3 tranše, zato so 3 grehi. Ne vem, jaz sem vse to zapisoval, ne vem pa, če so tudi tiste darove, ki so prišli od doktorja Močnika. Po moje v ozadju Marijina družba tukaj v Gorici. Ki smo ji dolžni Novogoričani še hvaležnosti. Tudi katoliški dom? Ja. Te začetne strahove je s tem denarjem, ko bi treba plačevati takse in vrh taks. In potem pa je bil en velik vpliv na duhovnike, ki smo ostali ali kot njegovi učenci, ali pa kot duhovniki na oni strani. Je rekel doktor Močnik, ušesa po koncu. In je šlo kar pod kočo. Ena anekdota, pa s tem bi pa tudi zaključil. Ena anekdota. Ko smo se preganjali v Novi Gorici z oblastniki za cerkev, ja ali ne, in gor in dol, so rekli tovariši na Socialistični zvezi, ki je koordinirala te organizacije, mladino, partijo, v resnici je partija imela vse to v rokah, svojo služabnico Udbo. Ja, se ne bo premaknilo, jaz sem vedel, da se že premika nekje, kaj do ozračja tako, če ne bo humor nehal s svojimi napadi v katoliškem glasu. Pol jaz grem najprej k Močniku. Humor mi je razlagal, tudi v nas je demokracija, smemo govoriti, kar je, in tako naprej, razen laži. In pa sem šel k Močniku. Da se je stekla koordinacija med njima, o čemer je govoril Karlo. No in res, so ti priostreni napadi na našo stvarnost v Jugoslaviji, posebej v Sloveniji, so manjkali. To smo pogrešali, tisti, ki smo brali katoliški dom, ampak to je bila katoliški glas. No in to je ena žrtev, ki ste jo naredila Močnik in pa doktor Humar. Več ali manj na kratko, to vmes je še polno drugih vsebin. Ja, eno dopolnilo, profesor Červ. Ja, ker ste govorili o duhovniških poklicih in o molitvah, ki jih je on toliko opravil za to, moram povedati, da po vojni je bilo kar nekaj slovenskih fantov, ki so šli v semenišče, sicer italijansko, ampak ni bilo nič iz tega. Če pomislim, kako sem jaz takrat pojmoval to svetko, da bi šel v italijansko šolo, tudi če semenišče, pa sploh, ker je italijanska že iz principa ne, ker je bilo pač to, da ohranimo jezik in tako naprej. No, in po nekaj letih so se nekaj spametovali
Vem, da so zaupali monsignorju Močniku, da je v Alojzevišču recimo sledil skupini fantov, ki so se nekako prijavili na to, da bi opravljali ta tečaj semenišnikov. Zdaj ste točno števila se spomnim, recimo, da je bila tam okoli 5 fantov. Eden od teh je gospod Markuža, ki je župnik tam, in on je išel prav iz tega kroga. Pa so bili še drugi in so se ponavadi sestali med uro študija, tam od 6 in recimo 18 četrti take, ene pol ure, oni so to imeli še dodatno, poleg tega, kar so imeli vsi, če smo bili vsi deležni molitve zvečer, zjutraj in tako, oni so imeli pa še eno, pač jih je tam še kaj naučil, ne. To se mi zdelo pametno, da povem, ker je pač išlo iz tega. Prej sem samo še nekaj hotel povedati, ko sem govoril o pasijonu, namreč, da je bila tam iztekla ta akcija za kup tega doma, ne, in tudi on je bil v tistem odboru in potem leta 54 je bila tudi loterija in vem, da med tistimi, ki so brali srečke, ne, oziroma te, je bil tudi moj brat, ki je prodal vse srečke, razen mu je stavljeno nekoliko 10 ali nekaj takega. Rekel, tega pa že ne bom nosil v Gorico na placuto, bom kar jaz odkupil. In je pa bil nagrajen, ker je zmagal drugo nagrado. No, to glede tega. Zdaj ne vem, če še o enem Močniku, ki sicer sem hotel povedati, da mi bi se morali spomniti tudi časih še enega druga Franca Močnika, ki se je rodil približno 100 let prej, nekaj takega, ne? Cirknici. Je pa obiskoval osnovno šolo v Idriji, kot naš monsignor, in potem je pa šel študirati v Ljubljano in tam je imel za profesorja Čopa. Matijo Čopa, ne? No, on je od tam prišel v Gorico, je bil v semenišču, je končal študij teologije, oziroma torej, 4 leta, ampak ni postal duhovnik. Je ostal tukaj 10 let, je poučeval, na Kostanjevici ali tukaj nekje je spoznal enega slavnega matematika, Francoza, Košija, po katerem je znanih več izrekov za tiste, ki so študili višjo matematiko, ki je bil tukaj za inštruktorja tej plemiški družini, teh Francozov, ki so bili tukaj. Ne? In zgleda, da je tam on dobil ta zagon, da se posvetil potem tudi matematiki. Pravzaprav on je bil najprej doktor filozofije in je v Gorici 10 let takrat poučeval na normalki. Ti ljudje, bodi se monsignor Močnik kot on, praktično sta imela, bi rekel, skoraj enako pot. S to razliko, da je monsignor Močnik bil v Bologni 25 ali 30 leta, potem je lepo šel v semenišče. Jaz domnevam, da v času, ko je bil v semenišču, je pisal tudi doktorsko nalogo, disertacijo, ker je leta 34. marca imel novo mašo, oziroma je bil posvečen duhovnika. In julija pa zagovor na Bolonjski univerzi. Ta Močnik pa, ki sem včasih mislil, da utegnil biti njegov sorodnik, pa zgleda ni, ki se je rodil 100 let pred njim, je pa obratno. Najprej je bil v semenišču in potem se posvetil pač matematiki. Pravzaprav matematiki. On ni bil ne vem kaj posebnega, je pa napisal par stvari, je spoznal, da poučevanje matematike, kot je takrat potekalo, ni bilo racionalno, je bilo preveč tako, in je napisal učbenike, jaz imam tukaj seznam, če bi hočete preberem, torej, je napisal učbenike, ki so bili išli po tako okoli 400 izdaj, je bilo v raznih, vseh jezikih, avstro-ogrske, pa ne samo, tu
tudi izven, recimo tudi ukrajinsko, albansko, pa vseh narodov, ki so bili tukaj. On je bil zelo zaslužen, ne? In zame je bil monsignor Močnik, sem si dostikrat mislil, je pač šel za duhovnika, ker pa je bil zelo priden, zelo v redu in so mu ponujali mesto v Bologni za asistenta, pa je on to odklonil, ker je šel drugo. In sem mislil, da bi se znalo ponoviti to, kar je bilo s prejšnjim Močnikom, če bi on recimo ostal, ker je bil izreden talent. To se mi zdelo pametno, mimo gre kot zanimivost, ne? O dveh francoskih močnikih. Jaz bi še eno reč, ko sem prihajal sem se spomnil morebitne krivde doktorja Močnika. In sicer, on je v Solkanu izdal okrožnico. Jaz vem, da sem je imel v rokah, ampak zdaj mi ni jasno. Vem pa, da je udarna, da je taka pokončna, moška, In po moje je tisti dokument malo zbudil tudi tiste brce, ki jih je potem dobil. Tako si mislimo, to ni zgodovina, to je domneva, ampak tista okrožnica, mislim, da sta bili dve, ampak tista prva je zgodovinski dokument. Ker me je moj nekdanji župnik izzval, spoštovani župnik, izzval, bom poskušal še nekaj o tem. Bil je matematično natančen, to so drugi bolj točno povedali. On je že prej, ko je nastala apostolska administratura v Solkanu, torej sedeža na Solkanu, je dal že tiskati obrazce. 16. septembra, ko se odpre, tako je dal prvi dekret njegov je bil, da se odpre vikariat na Kostanjevici, na kapeli, za tiste Goričane, ki so ostali pod Jugoslavijo. Ker so goriške župnije, Stolnica, Sveti Anton in to, ker so bile župnije, so zgubili nekaj ozemlja in tisti približno na petina vernikov je ostala v Jugoslaviji, brez kakršnekoli oskrbe. On je takoj ustanovil vikariat na Kostanjevici. Vsi so ga se zdaj spominjali, tisti, ki so iz kapele doma. So imeli obletnico. Potem je, druga stvar je bila ureditvi župnijske mreže in tretja stvar je bila ta proslula okrožnica, ki je shranjena v župnijskem arhivu v Solkanu, ki pa, če sva prav eksaktna, nič posebnega ni. Ja, je pa zelo jasna. Vidi se, da je bil človek racionalnosti, torej tudi racionalnosti, matematik, eksaktnosti, nobene filozofije, ampak Latinci bi rekli in medias res, torej zadene stvar v bistvo. In to za tovariše je bilo očitno dovolj. Ampak, ko sem prej omenjal prvi izgon, ta okrožnica je povezana s prvim izgonom. Namreč on je za 21. september, to je 6 dni po priključitvi, napovedal veliko slovesnost na Sveti Gori. In tega so se ustrašili. Oni so se ustrašili kontrapunkta, torej strašili so se, da bo zdaj reakcionarna duhovščina v novi priključeni Jugoslaviji dvignila glavo. In zato so ga prvič 19. septembra izgnali. Ker potem do tiste slovesnosti ni bilo. Tako to je povezano direktno s to okrožnico. Če pa še nekaj smem dodati, imel sem to priliko, da sem udbovske arhive pregledoval in prej omenjen ta slavni goriški triumvirat, Humar, Močnik in Klinec. Ta prostor je bil v Italiji, je še vedno v Italiji, kar pa ne pomeni, da Udba tega prostora ni spremljala. To je bila, poročila so ohranjena, poročil je veliko, najbolj so imeli v želodcu doktorja Humarja. Logično. Očitali so mu, da je protisocialist, protijugoslovansko usmerjen, protititovc in najbolj, ker je bil urednik Katoliškega glasa. Na drugem mestu je bil monsignor Rudolf Klinec zaradi svojih člankov, zaradi tega, ker je včasih šel obiskovati Simčiča, s katerim sta bila sošolca in Simčič, veste, bil dekan potem v Solkanu in naslednik tudi od Toroša, skratka Andrej Simčič, osebnost, ki je poznana v tem prostoru, marsikdo ali velika večina ljudi pozna. O samem Močniku je pa iz partijskih
urbovskih dokumentov zaznati neko spoštovanje. Torej, ga ne blatijo več, kot bi bilo potrebno. Zraven njega priznavajo mu vlogo, voditeljsko vlogo, sposobnost, intelekt, inteligenco, vendar ga ne blatijo, vsaj ne v tem smislu, kot so Klinca ali pa Humarja. Od njih dva so imeli res v želodcu. Tudi zanimivo je brati, nekaj sem pisal en članek o gradnji cerkve v Novi Gorici, ker je bil gospod Gašper direktno vpleten, sem šel skozi organe partijske, teh naših tovarišev iz 50., 60., 70. let prejšnjega stoletja. In tam se oba omenjata, tako Klinec kot Humar. O Močniku skoraj nič. Torej ga niso jemali kot političnega oponenta, političnega nasprotnika, tistega, s katerega bi se bilo treba bati nekega političnega delovanja. Oni so se bali kakršnekoli opozicije, torej delovanja nekoga, ki bi poskušal mobilizirati neke mase, ali pa potencialnega nasprotnika in bi bil njim navaren. In tukaj so Humarja, ki je bil tudi iz Vrtojbe, Vrtojba je Caput Mundi, in je zasnoval Goriško cerkev, so se najbolj bali. O Močniku malo ali skoraj nič. Samo en stavek. Prej je bila omenjena ta trojica, Humar, Močnik in monsignor Klinec. Jaz mislim, monsignor Močnik je imel tudi pomembno vlogo v dveh naših organizacijah, torej pri Goriškem Horjevi družbi, ki je bil prav v letu, ko je bil posvečen duhovnika, leta 1934, če se ne motim, je postal odbornik Goriške Horjeve družbe in kasneje je bil večletni predsednik te pomembne organizacije in je imel tudi uredništvo katoliškega glasa. On je bil tudi večletni urednik katoliškega glasa, čeprav sta vedno sodelovala to, kar je prej Vikar povedal, torej, kar je bilo politično in to je dr. Humar, kar je bilo pa bolj kulturno in je pa bil monsignor Močnik in bolj versko crkveno. In to so se res potem dopolnjevali. Jaz bi tri stvari, ki ne smemo mimo njih. Prej ste vprašali odnos z Tržačani. Monsignor Močnik je začel slavne srečanja zamejskih izdomskih duhovnikov, hitro po drugi svetovni vojni, ki so se zbirali enkrat na Tržaškem, navadno na Goriškem, ki nismo imeli prostorov, ampak včasih v Lozevišču, enkrat na Videmskem, enkrat na Koroškem. Beatitudini, Trečezimo in Tinje navadno. Torej, to je bilo njegova zasluga. In zbil te duhovnike, takrat so bili v imenu Trsta je bil navadno ali Kunčič, ali tam navadno bil Kunčič, v imenu Gorice on, v imenu Vidma je bil, ali je bil pokojni gospod Črnet ali Beneških, in na Koroškem je pa navadno dr. Polanc, se je stric, moj, mislim, žlakta naša, ki je bil reč v celovcu za duhovnika. Torej, ta njegova povezava je zelo močna med duhovniki in ne smemo pozabiti, me je Lučko pomnil, gospod Močnik je začel z Barbano, slavno goriško držaško romanje na Barbano. Prav zato, ker je začutil, da smo odrezani od matične, da bo videl vsaj, da bi med nami imeli tako močne odnose. No, in po pravici povedano, po smrti monsignora Močnika se začeli tudi odnosi med duhovniki Tržaškega goriška, ne nasprotovanja, ampak krkat, ker takega karizmatičnega, uporabno besedo, duhovnika, ki bi znal to povezati, res trenutno nimamo. Druga stvar, se mi zdi pomembna, da propovem, kakšno vlogo imel med duhovniki na tako imenovani drugi strani meje. Ker je bil nekaj časa tudi špiritual, duhovni voditelj v bogoslovju, je imel veliko duhovnikov, ki so do njegove smrti prihajali k njemu spovedi. Veliko. Marsikaj se spomnim in je bilo tako, vseki so prišli spovedi in pa se še šupateha, kaj je bilo Gorici šli, sproti se še tim naredili. Ja, tako je bilo, ne? To. In tretjo strašno anekdoto, nekaj smo rekli, da so tako strašno povezani Humar in Močnik. A veste tisto, je šel Humar na potovanje po Jugoslaviji. In ko je prišel domov,
je ugotovil, da je imel potni list od močnika in noben se ni uvedel. Ja. Tako sta si bila podobna na sliki in je Humar to potem po poti ugotovil, mu je molčal in rekel, če mu zdaj niso pazite moči, da morajo paziti. In je prišel domov in sta doma potem ugotovili, da sta zameli potni list. Ja, jaz bi še nekaj drugega dodal. Prej smo govorili o tem, kako je on deloval med mladimi in za mlade. Ko smo bili vojenci v Lozovišču, je on vsako leto pripravil vojence, skupine, je prevedel iz francoščine kaj primernega, kjer so nastopili samo fantje. In to je bilo nekaj bolj resnega, verskega, za praznik brez Madone ali tam okoli, duhovno bogatega, in nekaj pa za zabavo, to je bilo pa za pust. In to smo mi imeli na placuti 2krat na leto, so sodelovali tudi zunanji, dijaki ali pač člani teh dveh skupin, ki so se udeleževali, kot sem že prej povedal, bodi si na ravni nižje srednje šole, kot tudi višje, teh dveh krožkov. Torej, oni so prihajali, on jih je učil, je prevedel, je natipkal in to je šlo tako. Jaz sem se takrat sprašal, kje najde on čas. Kajti, je bil, ko smo videli v študiju, je vedno brevir, redko kdaj kaj drugega. Potem, zjutraj je vstajal zelo zgodaj, ker ob 6. uri je nas budil, on je vstajal ob 5. uri, je maševal zgodaj in potem večer je šel spat tudi zelo pozno, ker takrat smo hodili ob 9. uri spat, razen tisti, ki so prosili, da so smeli še po 9. uri do 10. ure, časih je zelo do 10:30. Ampak jaz ne vem, kako je on tako malo uro spal. Kar zdaj pa drugo, je bil do samega sebe zelo neizprosten, če hočemo. Mi smo se čudili, kako to on premore. Je imel pač eno sobo tam, jaz sem to nekaj tudi bral, da se je tudi po zimi prhal z mrzlo vodo. To je bilo tako. Tako da, v Lozovišču, veste, včasih je bilo hudo mušno, ne? Ja, ampak on že posebej. Mi smo hodili parkrat na leto v ulico Via dei Bagni in bilo javno kopališče tam. Ja, in drugače pa je bil mojster Kenda, ki nam je napravil grec za vodo in smo se kopali pa tako, ne, to je bilo no, skratka, je bil en tak, torej vsestransko angažiran, se je razdajal in to, kar je bilo povedano, karizmatična figura. Dopolnim Ivana. Res, da je se prhu zmrzla vodo. Kaj je Monsnjor Močnik? Jaz ne vem, dokaj leta ima 86 let, je redno hodil v Brixen na knajpanje. Redno. In ko ni mogel več v Brixen, je hodil v Ganji, v terme, v Montetortone, tam okrog. Menda leta, ko je imel 90 let, 91 let, smo da imel presemljevano še tisto obletno mašo in še bil sem jaz peljal, da se smo na 2 tedna, pa zadnje leto presmrto ni bil več. Znači, on se je redno knajpal in je redno zdrava je mrzla voda, zdrava je se koprive, rekel.